Dado, a si videl ta nov video od MKBHD-ja na YouTubu? A ima nov video? Ful je dober. Čak. Mislim, sam jaz snimam YouTuba, daj. Dado, a že pogledal ta nov epizodo Rick and Mortyja na Netflixu, veš, koliko je dobra? A je ful dobra? Skozi boljš so. A daj spet, no, daj, kaj s tem telefonom narobi, fuck, daj. Dado, a si videl tisto, ta novo, ta hudo aplikacijo na Play Store, tako, vse ti spremlja, vse kalorije, tako, super je. Ja, če YouTuba nimam, pa Netflixa nimam, pa tudi Play Storea nimam, mislim, daj. A imaš Google Docs na telefonu, daj odpri, nekaj ti moram pokazati, nekaj treba popraviti. Ne morem nič narediti s tem telefonom, fuck, daj. Končno imam normalen telefon. Dado! Ok, bom pogledal. Živijo, sva Andraž, to je Davor, iz The Sweet Tech TV. In danes sem bo na enem takmu čist lepemu, realnemu primeru pokazala, kako je živeti s telefonom, ki nima Googlovih aplikacij in kaj lahko vi naredite, da jih vsaj v neki obliki dobite na svoj telefon, če jih pač ta nima. Če imate Huawei telefon. Drugač pa se lepo prosim naročite na najin kanal, všečkajte ta video, spremljajte naju na Instagramu, Facebooku, Twitterju, tako da predlagam, da kar začnemo. Pa dajmo. Ok, za primer bo vzela Huawei P40 Lite, ki ga je imel Andraž pri sebi cel teden. Pač to ne bo ocena tega telefona, ker to ni bistvo videa. Lahko na hitro poveva samo ene par opažanj glede tega telefona. Če ne bile celotne kolobocije z trgovsko vojno med ZDA pa Huaweiom, kar sva omenila v videu 2 tedna nazaj, bi bil to eden izmed najbolj prodajanih telefonov v Sloveniji. Vsaj mislim, da oba mislila tako, no. Bi ga tudi brez problema priporočala midva vsem vam. Je sicer narejen iz plastike, tako da že kuj dobiš občutek, da ni nek premijski telefon. Je pa lahek, pa dosta prave velikosti, gre v roko in obvladljiv je. Ja, zelo. Tako da ga je pač zares prijetno uporabljati sicer, no. Ja, se strinjam. Tudi recimo, ko sem ga uporabljal, postavitev zadnjih kamer, ki je sicer v obliki štedilnika, ker je tako na vseh ostalih telefonih je pač ogabna. Na tem telefonu je pa tako dejansko zelo lepa in glede dizajna nimam nobenih hudih pripomb. Je za vsako dnevno uporabo zelo priročen telefon, nima sicer stereo zvočnikov, LCD zaslon v redu, ni ravno najboljši. Pa najsvetlejši. Se ne pritožujejo, za koliko evrov se ga prodaja? 300-400 tam nekje. Ja, tako da pač super je. Procesor je za nek srednji razred super, baterija zdrži zelo dolg, zelo hitro se tudi napolni, zato ker ima pač priložen hitri polnilec. Tudi fotografije so za ta cenovni razred odlične, tako da ampak so določene težave. Ja, pač telefon nima Googlovih mobilnih storitev. Tako da se mora človek sam znajdeti, pa narediti razne obvode, rešitve, da pride do tistih aplikacij, ki jih običajno navajen uporabljati pač tako, by the way, brez problema. Prva taka rešitev je Huaweiova aplikacija Phone Clone, ki prenese fotografije, stike, sporočila, videoposnetke, zgodovino klicev, mi da ni. Pač vse te zadeve iz ta stare naprave prenese, ne glede, a je ta stara naprava Android ali je iOS. To je zelo fajn. To je v bistvu prek brezžične povezave, pa pač ne poteka prek internetnih strežnikov, tako da je cel postopek šifriran, pa zelo varen. Če prenašate iz Huaweia na Huaweia, je v bistvu tudi zelo hiter postopek prek ultrasoničnega zvoka ali nekega postopka in prenaša tudi
s 30 do 40 megabajti na sekundo, kar je res hiter. Če pa iz nekega drugega telefona, recimo mi se prenašajo tudi iz mojega Samsunga, je bilo sicer bolj počas, samo tam nek 2 do 3 megabajte na sekundo. Pač ni super, ampak še zmeraj prenese vsem dosti hiter, tudi odvisen koliko podatkov ima, da če imate veliko podatkov, pač pa bo šlo počas, ampak se pa vidi, da je ta Homeklon prirejen bolj za Huawei naprave in itak najhitrejši tako dela. Ja, ampak upravi pa svojo nalogo. Zdaj, kakšni so pa rezultati tega početja? Zdaj, sam postopek prenese veliko aplikacij, ampak pozabite recimo na Googlove aplikacije, kakor so Google Photos, kakor so Google Drive, YouTube, pa recimo tudi ne Googlove aplikacije, kot je na primer eBay. To pozabite. To morate vse sideloadati oziroma po slovensko stransko naložiti, če hočete, da vam bo karkoli od tega delali. Je pa recimo zanimiv, to so skupaj opazila, da prenese recimo od Googlovih aplikacij Google Maps, kar je res čudno. Kar je res čudno, ker pač jaz to mislim, da pač da ne bo delal, deluje. Pa recimo tudi Googlovo virtualno tipkovnico Gboard normalno deluje, tako da to dvoje imate. Presenečenja so bila med prenašanjem. Tukaj se pa postavlja tudi vprašanje, kako pride do ostalih aplikacij. Zato je zelo priporočljiv, da naložite aplikacijo More Apps. Dobite to znotraj Huaweiove App Gallery, te trgovine, ki je nam je z Google Play Store. Pač v bistvu znotraj te aplikacije dobite povezave do raznih APK-jev in do raznih teh strani, kjer jih pa lahko naložite. Lahko pač samo link dobite do neke tretje strani ali pa tudi link do nekega APK Pure smo največkrat opazili, da direktno prek tega prenesete APK datoteko. Ja, zelo olajša življenje. Neki aplikacije pa tudi v pač App Galleryju noter, zaenkrat sicer samo nekje 2%, ki jih najdete tudi v Play Store od Google. Ima pa tudi App Gallery saj nek wishlist, nek seznam želja, kjer lahko pač Huaweiu sporočite, kjer od manjkajočih aplikacij si vi želite. Huawei bo poskušal stopiti v stik z njihovimi razvijalci in jih prepričati, da izdelajo tudi to aplikacijo za HMS, Huawei mobilne storitve. Developerji od Huawei so pa tudi dobro plačani, tako da upajmo, da se to hitro s čim več aplikacijami zgodi. Ja, pač zelo se trudi Huawei, zelo trudi, tako da pohvala njim iz te strani. Drugače pa lahko ti manjkajoče aplikacije, ki so jih omenjala, naložite tudi s pomočjo drugih trgovin z aplikacij. Davor je omenil APK Pure, potem APK Mirror, pa Aurora in marsikatere od njih More Apps predlaga. Zdaj, kakšen je pa rezultat s tem eksperimentiranjem v dejanski uporabi? Zdaj, iskreno, zadeva je taka, da lik teh aplikacij se res da stransko naložiti, vendar nekatere še zmeri ne bodo delale. Ne glede na to, kaj boste pač naredili, ker nimajo podpore Googlovih mobilnih storitev. Recimo, pozabite na aplikacijo od bank, to ne bo delati. Ne. Recimo potem aplikacija Wear OS, ki sva jo v tistem videu omenila za pametne ure, ne bo delala. Ne bo delala. Recimo Triglav Drive, ki je tudi zelo popularna aplikacija v Sloveniji. Pozabite, tudi to ne dela. Pa recimo od T2 aplikacija T2 To Go. Ne bo delala, sicer od Telekoma Twin nekaj je delala, sam nisva se noter upisala, pa čist testirala, ampak saj ni javil, da ne dela. Da ne dela, ker je že velik korak naprej. Tako da, pozabite Netflix, pozabite Uber, sicer Uber je v Sloveniji itak ni, ampak vsega tega brez GMS storitev pač ni. So pa tudi določene aplikacije, ki bodo delale, to so recimo Snapchat, Instagram, Facebook Messenger. Mislim, da je Snapchat složi na App Galleryju, ostale se pa da dobiti brez problema prek More Appsov, ker pač niso tudi vezani na Googlove storitve. YouTube lahko dobite pač s sideloadanjem, tako da si naložite aplikacijo YouTube Vanced, ki deluje praktično kot originalen YouTube. Ta aplikacija je še tako, da ko imate ugasnjen zaslon, vam predvaja muziko. Da že zaradi tega se nasplošno tudi na telefon, ki modela YouTube, pa podpira YouTube, jo preneste. Lahko pa tudi YouTube naložite prek brskalnika, pa naredite poj
bližnjico na domač zaslon. Ja. Morate pa vedeti, da pač pri temu prek brskalnika uporabniška izkušnja ne bo tako kot originalni aplikaciji, težko bo najdete videe, pa določenih funkcij ni ali pa so pač ukrnjene, niso tako dobro razvite. To lahko pač naredite tudi za Gmail. Ja, to sem jaz. Odprete ga v brskalniku, pa naredite bližnjico na začeten zaslon in pač spet uporabljate, ampak to ni isto. Ja, so pa rešitve. Saj nekaj je. Nekaj je, no. Not great or terrible. V glavnem, kar hočem povedati, je tole. Da se da marsikaj narediti, da bo se pač imeli relativno dost poznanih aplikacij, ki bodo delale na vašemu Huawei telefonu. Recimo P40 Lite. Ne bodo pa vse in za veliko od njih ni niti zagarantiran, da bodo podprte, če sploh bodo. Upamo, da bojo kdaj. Ali pa recimo tudi, da bojo kompatibilne s telefonom, tako kot bi mogli biti. Tudi pri nekaterih je pač to problem. Ampak to je pač nekako tveganje, ki si ga morate vzeti v zakup, če imate voljo in če imate potrpljenje. Veliko potrpljenja, ja. Lahko marsikaj pač stoprate, po domače rečeno, da bo delalo pač nekako vsaj za silo, recimo na P40 Lite. In če bo se to sprejeli, je to telefon, ki je odličen za vas. In pa kjerkoli Huawei telefon. Če pa pač se s tem vam ne da ukvarjati, ker je čisto razumljiv pomislek, mimogrede, pa pač mogoče pogledajte, ne vem, konkurenci, ki danes ponuja marsikaj in to z vsemi Googlovimi storitvami. Ja, so mogoče malo dražji telefoni, ampak je pa tudi, kot je že Andraž v prvem videu za P40 Pro rekel, če kupite Huawei, je to naložba v prihodnost in upate, da bo enkrat, da bodo vse te storitve podprte. Tako da mogoče saj, če želite Huawei, počakajte, da malo cena pade za enkrat. Definitivno. Tako da to je z najne strani danes vse. Upam, da ste se naučili kaj novega. Naročite se na najin YouTube kanal, lajkajte ta video, všečkajte, pa sledite nama na Facebooku, Instagramu, Twitterju. Spodaj v komentarjih nama povejte, kakšne so spet vaše misli glede Huawei-ja, glede P40 Lite. Pa povejte nam tudi, kakšne teme hočete, da obravnavava vnaprej, ker mislim, da so pač Huawei temo res izčrpala, pa vse povedala, kar se da. Tako da to je iz najine strani danes vse. Sva Davor in Andraž, pa se vidimo v naslednjem videu. Čau!